Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, veseli smo, da ste se danes kar v velikem številu udeležili te naše predstavitve, ki se imenuje Odprta dostopnost recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov, določila financiranja in praktične izvedbe. Isto srečanje organiziramo v okviru iniciative Darja in sicer Inštitut za novejšo zgodovino, ki nas danes v teh prostorih tudi gosti, zato smo zelo hvaležni. In pa znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Te dve inštitucije nekako da trenutno najbolj delujemo v tej iniciativi, sodelujemo. Za tiste, ki me ne poznate, jaz prihajam iz CSSU, imenujemo krajše, sem Jerneja Fridl, pomočnica direktorja in pa hkrati tudi vodja našega največjega programa, to je infrastrukturni program Naravna in kulturna dediščina, kjer seveda to eno od temeljnih vprašanj, s katerimi se moramo tudi ukvarjati. Zdaj, kot ste sami videli že izstavila, ta predstavitev je le ena od aktivnosti, ki bodo v nadaljevanju še organizirane. In sicer bomo to srečanje tudi snemali, tako da boste lahko posnetke in naše diskusije in vse pogledali tudi na spletni strani našega Darja.si. Naprej, prosim. Tako da pripravljamo, bo pa dne 20.5.2015 potekala celodnevna seminar, ki ga pa organizira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Narodna univerzitetna knjižnica, Centralna tehnična knjižnica in pa Univerzitetna knjižnica Maribor. In mislim, da to je res dogodek, ki si ga bom vredno gledati in ga spremljati, ker bo res veliko novega. Tako da vabljeni seveda tudi na to. Sedaj v okviru naše današnje predstavitve pa bi povabila gospod Petro Trampe, z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in sicer z direktorata za znanost, da nam na kratko predstavi nekaj aktivnosti, kako je to v okviru Evropske komisije in pa seveda pa nas v Sloveniji. Prosim. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najprej organizatorjem najlepša hvala, da ste nas povabili na današnji dogodek in ne nazadnje dali možnost, da predstavim nekaj aktivnosti tako na področju evropskega raziskovalnega prostora, kot tudi na našem nacionalnem področju. Zdaj, sama prezentacija oziroma sama predstavitev v začetku bo potekala na naslednji način. V kratkem se bom dotaknila, kaj pravzaprav je odprti dostop, kako sem ga razlagala Evropska komisija. Potem v nadaljevanju predstavila politiko Evropske komisije na področju odprtega dostopa in pa v zadnji točki pač področju odprtega dostopa v Sloveniji, tako trenutno stanje na tem področju, kot tudi aktivnosti. Kaj pravzaprav razumemo pod odprti dostop? Obstajajo številne definicije, Evropska komisija uporablja precej enostavno in sicer gre za spletni dostop, ki je brezplačen za uporabnika, pri čemer določimo odprti dostop do recenziranih znanstvenih raziskovalnih člankov in pa drugi odprti dostop do raziskovalnih podatkov. Ko govorimo o odprtem dostopu do publikacij, ločimo zeleni in zlati odprti dostop. Zeleni odprti dostop se nanaša pač na takojšnji oziroma odloženi odprti dostop. Gre za to, da avtor objavi v reviji po lastnem izboru in hkrati objavi tudi oziroma deponira kopijo objave v repozitoriju. Zlati dostop se nanaša na takojšnji odprti dostop, objavi pa avtor v reviji odprtega dostopa skupaj z založnikom. Pri tem nastanejo tudi določeni stroški APC, ki jih sicer založnik zaračuna avtorju, ponavadi pa je plačnik teh stroškov organizacija, v kateri je avtor zaposlen oziroma financer. V tem primeru Evropska komisija ali pa pri nas, kolikor bo ta sistem vzpostavljen, je to ARMS. Evropska komisija, zakaj se pravzaprav Evropska
komisija ukvarja z odprtim dostopom, pojavlja se v različnih vlogah, kot oblikovalka politike, zato predlaga različno zakonodajo, pripravlja zakone tudi z drugimi inštitucijami na nivoju Evropske komisije, hkrati poziva države članice k ukrepanju. Kot financerka ima vso pravico, da določa pravila za pridobitev evropskih sredstev za financiranje evropskih raziskav. Kot graditeljica zmogljivosti pa seveda financira projekte, ki podpirajo politiko, ki jo pač sama določa oziroma narekuje. Če se dotaknemo nekaterih mejnikov razvoja odprtega dostopa v evropskem raziskovalnem prostoru, v bistvu se je odprti dostop začel razvijati že kar dobrih 10 let nazaj in sicer v 2004 so v bistvu prišli do tega, da so naročnine vedno višje, da so v bistvu slabo dostopni raziskovalni podatki, hkrati oziroma posledično pa seveda v tem tudi slabo izkoriščena javna sredstva, ki jih namenjamo za financiranje raziskav. Evropska komisija je prav zaradi tega že leta 2006 naročila študijo o trgu znanstvenih publikacij v Evropi. Eno leto kasneje pa je že Evropski svet za raziskave sprejel določila za obvezni odprti dostop do objav. V 7. okvirnem programu je tekel pilotni projekt odprti dostop in sicer v zelenem dostopu. In sicer je bilo takrat za 20% vseh sredstev sprejeto določilo o odprtem dostopu do objav. To določilo je bilo zapisano po svojih najboljših močeh, kar pomeni, da so pač raziskovalci oziroma dobitniki sredstev objavili oziroma odprli svojo objavo, odprtem dostopu po svojih najboljših močeh. Imeli so seveda možnost embarga 6 oziroma 12 mesecev. V letu 2009 je Evropska komisija financirala vzpostavitev infrastrukture OpenApp, ki je zagotavljala odprti dostop do publikacij po vsej Evropski uniji. 2012 je bilo pa leto, ko so pač Evropska komisija še bolj aktivno pristopila k odprtem dostopu in sicer naročila 2 raziskavi, se pravi raziskavo o odprtem dostopu v 7. okvirnem programu in pa podpis stanja v posameznih državah članicah. Sprejela je tudi številne dokumente, od sporočila o evropskem raziskovalnem prostoru, kot tudi sporočilo o odprtem dostopu do raziskovalnih podatkov in pa priporočil za posamezne države članice. V letu 2013 je organizirala tudi javno razpravo o odprtih raziskovalnih podatkih in z letom 2014, ko je stopilo v veljavo, se pravi naslednji program EU za raziskave in inovacije, obzorje 2020, je Evropska komisija pač v svojih določilih zapisala tudi obvezen odprti dostop do publikacij in pa hkrati začrtala oziroma hkrati teče v obzorju 2020 tudi piloti za odprte podatke. Če se še enkrat dotaknemo vprašanje, zakaj pravzaprav se Evropska komisija ukvarja z odprtim dostopom, ne pač zato, ker je to dobra ideja, ampak zato, ker ima konkreten cilj optimizirati vpliv javno financiranih znanstvenih raziskav in sicer tako na evropski ravni, kot tudi na ravni posameznih držav članic. Odprti dostop je tako le eden od načinov optimizacije vpliva, ki ga ima Evropska komisija. Ko govorimo o odprtem dostopu, mislimo predvsem na boljšo in učinkovitejšo znanost v kontekstu znanost 2.0. Potem naslednji argument je gospodarska rast. In sicer pri tem imamo v mislih predvsem male in srednje podjetja, ki si pač enostavno ne morejo privoščiti naročila, ali pa da bi bila naročena na 20 znanstvenih revij,
samo zato, da bi pač v eni od teh revij, ne vem, našli kakšen podatek, ki bi bil v bistvu koristen za njih. Vkolikor bi bili to zadeve odprto dostopne, te revije odprto dostopne, bi neko podjetje lahko pregledalo vse revije in mogoče našlo kakšen članek o produktu, ki ga razvijajo. Naslednji korak je davkoplačevalski denar, ki ga namenjamo za raziskave, in sicer posebej moramo biti pozorni na to, da smo zelo odprti in pa hkrati tudi transparentni, kar se tiče raziskovalnih podatkov. Raziskovalni podatki morajo biti dostopni ne samo raziskovalcem, pač pa tudi industriji in pa raznim neprofitnim organizacijam. V tem kontekstu govorimo o odgovornih raziskavah in inovacijah. Če pogledamo, kateri so trije ključni dokumenti, ki se navezujejo na ureditev odprtega dostopa v evropskem raziskovalnem prostoru, in sicer gre za prvi dokument, to je krovni dokument o dogajanju na področju odprtega dostopa v evropskem raziskovalnem prostoru, in sicer sporočilo o ERA, veljajo pa, vsebuje pa določila za celotni evropski raziskovalni prostor. Potem naslednji dokument je sporočilo o odprtem dostopu do znanstvenih informacij, nanaša se na določila za obdobje 2020. In pa zadnji dokument priporočila državam članicam, in sicer ta določa določila za nacionalno financiranje raziskave in pa hkrati je bila ideja, da vsaka država članica imenuje eno ali več oseb v kontekstu nacionalne referenčne točke. Naloga te osebe je, da se pravi, komunicira z organizacijami na nacionalni ravni, potem bedi nad uresničevanjem priporočil Evropske komisije, komunicira z Evropsko komisijo, se redno udeležuje sestankov z njo, ne nazadnje poroča o aktivnostih na nacionalnem nivoju in hkrati seveda tudi sodeluje na raznovrstnih nacionalnih dogodkih, kot je današnji. Če pogledamo, kakšno je pravzaprav stanje v Sloveniji, obstajata dva dokumenta, in sicer resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije do leta 2020. Tam smo zapisali prosti dostop do surovih podatkov za raziskav financiranja z javnimi sredstvi. Potem naslednji dokument, ki se nanaša na to področje, je načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur. Strani financerja oziroma katerekoli raziskovalne organizacije ni bilo v Sloveniji sprejeta še nobene politike odprtega dostopa. Zdaj, edini odprti dostop, se pravi, do objav v sofinanciranih znanstvenih revijah je mogoč preko DRID-a, na podlagi določila ARRS. No, prva organizacija, ki je podpisala pri nas Berlinsko deklaracijo, je pa Univerza v Mariboru in hkrati se to danes tudi edina. Kakšne so pravzaprav aktivnosti v Sloveniji na področju odprtega dostopa, izhajajoč prav iz dokumenta, to se pravi priporočil državam članicam, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport imenovalo nacionalno referenčno točko. Kot sem že omenila, kakšne naloge so pravzaprav te osebe, je komuniciranje z Evropsko komisijo, izpolnjevanje priporočil Evropske komisije ter poročanje. Potem je minister za znanost v lanskem letu imenoval delovno skupino za pripravo akcijskega načrta za vzpostavitev odprtega dostopa do znanstvenih informacij z javno financiranih raziskav v Sloveniji. No in prva naloga, ki je v bistvu delovna skupina že opravila, je dokument, ki je nastal na podlagi sestajanj s člani delovne skupine z naslovom načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju do 2020.
Dokument je v fazi, se pravi, pravzaprav je že usklajen na nivoju delovne skupine, potekajo še zadnje tista formalno usklajevanja, bom rekla. Sicer pa bo po vsej verjetnosti ta dokument še ta teden, konec tedna objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z povabilom širše javnosti, da si dokument preberejo, da pogledajo in pošljajo morebitne pripombe, dopolnila na elektronski naslov, ki bo naveden spodaj pri objavi. Gre za dokument, ki se nanaša na določila, so pa ta določila popolnoma, ali pa bom rekla, enaka, ki veljajo tudi za obzorje 2020. Skratka, priporočila Evropske komisije narekujejo, da države članice sprejmejo določila, ki bodo enaka oziroma v neki meri kompatibilna z določili v obzorju 2020. Ko javna razprava naj bi tekla 14 dni, po zaključku javne razprave bomo pač v dokument upoštevali določene pripombe, odgovorili tudi tisti, ki boste prispevali v javni razpravi. In pa še pred poletjem si želimo, da bi dokument posredovali Vladi Republike Slovenije v potrditev. Tako da dokument naj bi bil, želimo si, da bi bil potrjen strani Vlade še pred poletjem. Zdaj, več informacij o samem odprtem dostopu tako v evropskem raziskovanju, kot tudi na nacionalni ravni, si lahko preberete na naslednjih povezavah. Sicer pa, tako kot sem rekla, upam, da boste vi, oziroma da boste tudi informacijo o javni razpravi posredovali naprej, da bo čim več ljudi vključenih v to. Tako da, to bi bilo z moje strani vse. Hvala za zanimivo predstavitev. Morda bi kar sproti, če ima še kdo kakšno vprašanje, da odgovorimo. Ja, kot sem rekla, dovolj Tomaž Krejovc z IS. Nekaj, kar me že dolgo zanima, je v tej slovenskih navodilih, ki je posod dostop do surovih raziskovalnih podatkov omejitev. Nekaj ste tudi imeli na prosojnici. Pa me zanima, zakaj je ta omejitev na surove raziskovalne podatke, ker kot sem jaz gledal priporočila Evropske unije, oni tam govorijo, da so se ravno odprli, what is open access in potem includes razne stvari, no tudi research data, data underlying publications, curated data and or raw data. Oni imajo precej širšo definicijo raziskovalnih podatkov. Pa me zanima, zakaj je nas ta omejitev na surove raziskovalne podatke in kako zelo to sploh pomeni. Ja, gre za to, da v bistvu pri nas na nacionalni ravni še ni razčiščen pojem, kaj pravzaprav surovi podatki pomenijo in takrat nismo ločili do publikacij, pa hkrati tudi do raziskovalnih podatkov. Vsekako se nanaša na ene in na druge in zadeva vse. Skratka, raziskovalne podatke, ki so na nek način bili osnova za to, da je nek raziskovalec napisal članek in ga objavil v reviji, in pa ne nazadnje tudi tisti podatki, ki so nastali v projektu, skratka, neko zbiranje nekih statističnih podatkov in tako naprej. Zelo surovi so tudi potem tisti, za katere je bil že raziskovalni napor vložen, da se interpretirajo, analizirajo in tako naprej. Ja. Mogoče jaz poskušam pojasniti. To je pravzaprav del malo zgodovine. Ker tisto surovi podatki so se pojavili seveda v tej strategiji dolgoročne znanosti. In jaz se spomnim, da so se takrat avtorji, ki so pisali to strategijo, na nas obrnili. In mi smo dolgo leto uporabili, dejansko, ko verjetno to izhaja iz tega, da smo mi dolgo leto uporabili poprav arhiv podatkov, da smo govorili o tem, ja, surovi podatki so tisto, kar je naš fokus, s čem se ukvarjamo. S tem, da jaz mislim, da pravzaprav je to čisto ustrezno izhodišče, pustimo, da je publikacija te stvari.
dejansko ta zadeva takrat zadeva samo raziskovalne podatke, ampak v tem smislu, da pravzaprav surovi podatki so tista najbolj nerazčlenjena in izhodična tista gradivo, ki je potem lahko ima različne oblike potem tega predelovanja, ki si omenil te curated data, ki so lahko potem oskrbljeni na različne načine prečiščeni in potem še lahko se pogovarjamo o teh definicij podatkov je zelo veliko, ampak mislim, da če bi poskušal predlagati, da to beremo predvsem tako, da tudi surovi podatki, poleg vseh ostalih oblik, tudi surovi podatki, takrat, kadar je to smiselno, ampak ne v tem smislu, da to pa nekaj brez dokumentacije, ampak da je nekaj, kar so podatki taki, ne vem, recimo, če se s CERN-ovci pogovarjamo, govori o tem, tisto, kar pride ven iz aparature, je tako neberljivo, seveda, mislim, podatki na tem, čim več detajla v podatkih uporabiti, v tem smislu zagotoviti tako maksimalno uporabno vrednost katerega podružnega raziskovalca, ki bi se s temi podatki ukvarjal. Se pravi, da ima v izhodišču v principu ima lahko nek drug raziskovalski dostop do tistih izhodiščnih podatkov, če ve, da je z njimi početi. Ampak da je v principu, mi v družboslovju dosti govorimo o tem, kako so podatki potem tudi anonimizirani ali prečiščeni na ta način, da so nekatere spremljivke izpuščene, da so, ne vem, agregirani podatki, v tem smislu, da so potem že prikazani na ravni teritorijalnih enot. Zato govorimo o tem, da raziskovalni podatki v principu predstavljajo tisto, kar je že v izhodišču, kjer je pol predelav, publikacij in tako naprej. Razumem, da ta definicija je ostala pri surovih, ali da razmišljate o še biti? Ne, zdaj pa pravimo dokument širši. Zdaj še imamo dodatno pojasnilo. Zdaj, če gledamo vse te dokumente, so bili sprejeti leta 2011. In takrat, ko so pripravili na ministrstvu dotični ljudje to dokumentacijo, je dejansko bilo nezavedanje, da obstaja še kaj drugega kot samo odprti dostop do surovih podatkov. Zato je v bistvu v teh dokumentih zavedeno, da je to. Evropska komisija, tako pa sem že rekla, 2012 je bilo potem tisto neko prelomno leto, ko se Evropska komisija odločila, da bo pritisnjena, če rečemo po domači, še nekaj bolj na države članice in hkrati jih zavezala, da imenujejo eno osebo, ki bo odgovorna za to. Takrat sem bila za to osebo imenovana, jaz osebno, in od tistega časa je potem tudi Evropska komisija bolj delala na tem, da je osveščala, se pravi, akterje, tudi na nacionalnem nivoju, kaj pravzaprav odprti dostop je in kakšne vrste odprtega dostopa obstajajo. Zato sta pač ta ključna dokumenta, ki sem jih sicer navedla, se dotaknita le surovih podatkov. Ni pa zdaj to, da vlečemo to njih naprej, skratka to zadnji dokument, ki bo objavljen na spletni strani ministrstva, se nanaša tako na publikacije, kot tudi na surove podatke. Skratka, na celotno področje odprtega dostopa. Kar se tiče raziskavanja. Jaz bi samo o publikacijah pa ne bi govoril, da je samo podatki. Jaz bi tudi zelo previdnost pri teh surovih podatkih, ker po eni strani mogoče surovi podatki sploh ne smejo biti odprto dostopni, recimo, če gre za varovanje zasebnosti, on ne smete tega, da je to odprti dostop. Po drugi strani, surovi podatki so lahko nekaj, kar raziskovalec pridobi na začetku projekta, potem pa dela 3 leta na tem, da te podatkov obogati. In če se vi samo omejite na surove podatke, ste s tem naredili slabo uslugo naslednjim uporabnikom, ker bojo samo tistega prvega koščka prišli, ne pa do vse informacije, ki jo bojo raziskovalci unesli dodanih podatkov skozi svoje raziskave. Konkretno se z poslovjem ukvarjam in na primer zberemo korpus, potem pa 3 leta korpus označujemo. In če na konc projekta zahtevate, da damo od sebe samo golo besedilo korpusa, od tega naslednji uporabniki ne bojo zadosti. Če pa dobijo vse oznake, ki jih dodamo, jezikoslovne in tako naprej, pa bojo od tega neki imeli bojo produkte, razvile tega in tako naprej. Torej, jaz bi samo se to tudi nekako previdnost ali pa ponovno razmisliti ob tej omejitvi na surove. Ja, hvala lepa za opozoritev.
še smem danes samo še to dodala, v bistvu smo to dokument napravljali, se pravi na določilih obzorja 2020. In tam je v bistvu vsak prejemnik evropskih sredstev možnost, ne, da se v bistvu izloči, ker trenutno v obzorju 2020 teče pilotni projekt za odprti dostop do raziskovanih podatkov in vsak raziskovanec se lahko ima opcijo izločitve projekta iz tega pilotskega projekta. Kar pomeni, da v bistvu tudi mi predvidevamo možnost, več možnosti, na podlagi katerih se bo lahko določen raziskovalec odločil, da se ta projekt izvzame iz tega. Vedno obstaja opcija, da se od podatki ne odhajajo. No, se nisem zadovoljni tega, da zapiral podatke. Ja, no, ampak hvala za opozorilo, ker obstaja tudi primeri, ko to ni mogoče. Mogoče, jaz ne prisvatni stvariti, ko da počasno za to bi pojasnil te stvari. Namreč, absolutno je to tako mišljeno, če ne tako rečem, v tem razumevanju. Namreč, zdaj, en sporazum, da se pojavlja v zvezi s tem odprtostjo podatki, ker tam res smo brali to, da piše zastopa prek interneta in tako naprej. Kaj to pomeni potem? Da tukaj ni nobene regulacije, oziroma ali samo tisti podatki, ki jih lahko na tak način ponudimo. Jaz zdaj mogoče vsiljujem neko svojo interpretacijo, ampak mislim, da bomo to na ta način, da tudi ostale podatke, tiste, ki jih ne moramo prek interneta pa zaston ponuditi, mislim, zaston v bistvu, seveda, ki smo za to plačeni kot servis, ampak da tudi v primeru, če nekdo pa želi imeti dostop do bolj surovih podatkov, če tako rečem, moramo pa tudi omogočiti ustrezen servis, ki zagotavlja etično rabo ali pa skladno s tisto naravo podatkov.